Lep pozdrav. Ljudje v današnjih časih živimo zelo naporna življenja. Ne? Od majhnega hodimo v šolo, ponavadi leta dolg, potem se trudimo v službi, tam tudi ni zmeri najbolj enostavno. V bistvu je boj za preživetje relativno težek. Vmes se zgodi še 1000 in en stres, družina, dom, družba. Zelo nam manjka časa, hitimo, tako zahteve moderne službe pa družbe so zelo velike, vsak hiti po svoje, vsak se z rečmi spopada po svoje. Poleg tega je naša ta moderna doba precej strupena, ne mislim samo tako strupena na jeziku, tudi zelo imamo veliko fitofarmacije v hrani, hitro hrano jemo, okolje je precej onesnaženo, voda, hrana, vse, vsakega po malem naredi svoje. En del družbe zaradi vpliva vseh teh stvari, pa ni tako važno, je to ta toksično stres, prehiter, naporen način življenja, zboli. Vsakmu pač izbruhne na njegovi šibki točki, eni dobijo, raka, drugi jim udari na črevo, na pljuče, na srce. Eni pa ne znajo točno povedati, kaj jim je, zato ker moderna medicina neke bolezni pozna, nekatere pa sploh ne. Nekaterim boleznim pozna vzrok, nekaterim pozna mehanizem, drugim pa ne. V drugih boleznih mečken tudi ugiba, tam, kjer se ne pozna mehanizma. Zdaj, to ni tak problem je, ker so velikrat te teorije vzete kakor da je to dejstvo, kakor da je to resnica, in se mi zdi, da dosti krat je pa to vseeno na škodo bolnikom. Ena od teh zelo nepoznanih bolezni je fibromialgija. Zdaj, pod to bolezen v Sloveniji prištevajo 3 bolezni, se pravi fibromialgijo, mialgični encefalomielitis, to se pravi sindrom kronične utrujenosti, pa tudi tretjo bolezen izgorelost. Imajo res podobno simptomatiko, ampak vzroki so pa različni. Po neki, bom rekla, precej stari hipotezi sklepajo, da naj bi bila fibromialgija neko revmatsko, nevrološko, kronično bolečinsko stanje, kjer naj bi po tej hipotezi bolniki prehudo močno zaznavali bolečino in zaradi tega so v stalnih hudih bolečinah. Neke teorije omenjajo tudi preobčutljivost ob izgorelosti, ob preveč stresa. Moram reči, da več od tega se pa medicina s to boleznijo v bistvu ne ukvarja. Stroka pravi, da bi se morali s tem navaditi živeti, da naj bi uvedli neke prilagoditve in da bi živeli s to boleznijo normalno. Zdaj v praksi pa mi opažamo, da ima več kot 60% bolnikov, to je tudi Soča raziskvala, raztegnjena vezivna tkiva. Imajo polno so prisotnih redkih, bom rekla, in zelo podcenjenih bolezni. To dejansko opaža tudi uradna medicina, ampak tukaj se zanje precej konča. Opažamo tudi, da je prisotnih veliko redkih bolezni, težko diagnosticiranih, naprimer Ehlers-Danlos, potem ankilozirajoči spondilitis, kadesil, Raynaudov fenomen, bolniki imajo mikrovaskularno, vazospastično angino, kar nekaj jih je z antifosfolipidnim sindromom, z raznimi miozitisi, vaskulitisi, zelo pogost je Sjögrenov sindrom. Potem je tukaj aktivacija mastocitov, ki je zelo popolnoma nepriznana pri nas. Veliko je histaminske intolerance, nekaj Aspergerja, veliko revmatoidnega artritisa, lupus, potem so pa še razna postviralna stanja, se pravi po Epstein-Barru, po citomegalu, pa tudi seveda po COVID-u. Nekaj je stanj po limski boreliozi, to je pogosto nediagnosticirano veliko let, predvsem pa zelo, zelo podcenjeno. Vse te bolezni imajo eno skupno točko, vse povzročajo enake simptome, se vsa ta stanja povzročajo slabo prekrvavljenost tkiv s kisikom. Sicer so vzroki zelo različni, večinsko pa tako zgleda, da naj bi bile res težave z vezivnim tkivom, kar sicer medicina pravi, da pozna, ampak
vse tako zgleda, da še ni toliko raziskano področje. Sploh glede na to, da je ogromno novih raziskav na tem področju, zelo obetajočih in se res nadejamo, da bojo našli stvari, ki so dejansko vzroki in kakšno sploh vlogo ima vezivno tkivo. Drugi vzrok so pa, tako kot sem že rekla, ta postviralna stanja, ki so ena skupna lastnost teh bolezni, je še zraven prisotna. In to, da vsa v bistvu ta stanja so nekako reakcije na strupeno okolje, ob seveda obstoječih genskih predispozicijah. Zdaj se mi dejansko sprašujemo, kaj pa je zdaj fibromialgija. Se pravi, dejansko je kronično bolečinski sindrom in dejansko je neznanega vzroka. In mi se strinjamo, da je popolnoma vsaka bolezen na tem svetu dejansko produkt stresa, genetike pa tega toksičnega okolja, hrane. Mogoče nam je pa malo čudno, zakaj bi to bila samo fibromialgija, takšna bolezen. Najdemo pa med fibromialgiki praktično vse te redke bolezni, ki povzročajo hipoksijo, se pravi slabo prekrvavljenost tkiv s kisikom. Zdaj tukaj moramo res ločiti, ne govorim o žilah, žile imajo pri nas kisika dovolj, nekaj narobe s tem transportom, a ga ne porinejo naprej, ali kaj narobe s mitohondriji, to nihče ne ve. Je pa gotovo tukaj tudi kakšna povezava z genetiko in strupi v okolju in hrani, ampak tle se jim res ne moremo izogniti. Jaz bi res rada omenila tudi mialgični encefalomielitis, naše društvo se tudi s tem ukvarja, je zelo podcenjena bolezen, enako kot fibromialgija, ampak za fibromialgijo so zdravniki vseeno že slišali, nekako jim je poznana, tudi postavlja to diagnozo, medtem ko mialgični encefalomielitis, to diagnozo res redko kdo dobi v Sloveniji, tudi ni možno narediti nobene raziskave na teh bolnikih, ker so tako redki, niso niti vodeni kot neka grupa. Dobi se pa mialgični encefalomielitis, se pravi sindrom kronične utrujenosti po prebolelem hudem virusu ali pa po eni drugi infekciji, ki ne mine, in ki stalno še kar naprej povzroča neke očitno poškodbe na telesu in izgorelost organizma, ki se ne more sestaviti nazaj, nekako. Zdaj tudi zato ne vemo, a so poškodbe na mitohondrijih, kot ene teorije predvidevajo, ali je v poškodbi poti kisika do mitohondrijev, ne vemo. Je pa polno raziskav poteka zdajle na tem področju in se zelo nadejamo, da bo tukaj prišlo do kakšnega premika. Zelo si želimo, da bolniki, ki so diagnosticirani s fibromialgijo, ne obupajo na tej svoji poti bolečin in izžetosti in da iščejo po svojih najboljših možnostih tudi svoje soprisotne bolezni, ker verjamemo, da se bolj počutijo, kadar so tudi soprisotne bolezni zdravljene. Verjamemo tudi, da vsako leto prinese nek nov razvoj v medicini in da bo prišel tudi za nas dan, ko bomo ustrezno zdravljeni in bo zdravljenje mnogo zgodnejše, ciljno usmerjeno, pa tudi učinkovitejše. Mi si zelo želimo sodelovanja z zdravniki in ozaveščanja javnosti v problematiki naše bolezni. Predvsem si želimo, da bi dobili končno neko ambulanto, kamor bi se bolniki lahko zatekli, kadar se jim stanje poslabša, da se jim ne bi stalno slabšalo, da bolezen ne bi progresirala, pa da bi imeli nekoga, na kogar se lahko obrnejo. Program v Soči je sicer super, je samo enkraten in bolniki ne morejo nazaj. Zato ob 12. maju želim vsem bolnikom, diagnosticiranim v Sloveniji, moč, vztrajnost pri diagnosticiranju vseh soprisotnih bolezni. Želim, da bi najdli skupno moč, da bi lažje sobivali s to boleznijo, skupaj smo močnejši.